Spoštovane sodelavke, sodelavci, pravkar sem bil cepljen proti gripi. Moram pohvaliti strokovnjake, ki so me cepili povsem neboleče, brez težav. Seveda apeliram na vse zaposlene, da se cepimo v čim večjem številu. Moramo misliti na naše delovno okolje, na naše sodelavce, predvsem pa tudi na naše bolnike. Še enkrat poziv, cepimo se v čim večjem številu. Spoštovani zaposleni, smo tako rekoč na pragu zime, z njo pa prihajajo tudi respiratorne okužbe, med njimi gripa. Poleg tega imamo objektivno še vedno precej obolelih in pozitivnih bolnikov z okužbo s SARS-CoV-2. Proti obema boleznima, gripi in covidu, imamo učinkovita cepiva, do sedaj tudi kar nekaj izkušenj glede njune varnosti in učinkovitosti. Sama sem se pravkar cepila proti gripi poživitveno, hkrati tudi proti covidu-19 in to pred enim tednom. Kot rečeno, cepivo proti gripi je varno in učinkovito, zlasti za najbolj rizične skupine bolnikov, to so tisti s kroničnimi boleznimi. Poleg tega moramo razmišljati, da smo odgovorni, da zaščitimo sebe, druge in predvsem te rizične skupine bolnikov, pri katerih je klinična slika gripe lahko zelo huda. Sama kot pediater vedno svetujem cepljenje proti gripi vsem svojim bolnikom, ki so dostikrat tudi imunsko kompromitirani. Bolniki pravzaprav ne poročajo o stranskih učinkih, hkrati glede na to, da ne zbolijo, vemo, da so optimalno zaščiteni. Če zbolijo, je njihova klinična slika blaga in ne potrebujejo zdravljenja. Dragi zaposleni, pokažimo, da smo družbeno in zdravstveno odgovorni, cepimo se. Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke. V zadnjih 2 sezonah gripe nismo zaznali oziroma lani zgolj 1000 primerov. Razlog gre verjetno iskati v strogih protikovidnih ukrepih. Ker je tako minilo že več sezon, torej 2, ko nismo imeli gripe, imamo veliko populacijo, ki z gripo ni bila seznanjena, zato imamo veliko število ljudi, ki so dojemljivi za okužbo z virusom gripe. Ker je verjetno pričakovati, da bojo letošnji prazniki, letošnja zima, minili brez intenzivnejših protikovidnih ukrepov, je možno in povsem pričakovano, da bo se virus gripe lahko neovirano širil in okužil večje število ljudi. Kar se je sicer že izkazalo na južni polobli, kjer prebolevajo sezono gripe pred nami in kjer so imeli težko sezono gripe. Poudariti je potrebno tudi, da se istočasno okužba z virusom gripe in SARS-CoV-2 kažeta lahko s težjo obliko bolezni, kot če bi prebolevali zgolj eno izmed omenjenih okužb. In vedeti moramo, da trenutno v naši bolnišnici že imamo hospitalizirane paciente zaradi gripe, torej se v regiji že pojavlja gripa. Za cepljenje proti gripi še ni prepozno, zato vas pozivam, da se zaščitite sebe in svoje paciente, kar je v bistvu profesionalno dejanje.